Prebrala sem na spletni strani life reading. Kaj to pomeni, naprimer? Life reading, pa Dafai Mori, je prastari proces, lahko rečemo, ritual, ki je ostal več kot 10.000 let neokrnjen. In predstavlja osnovo odčitavanja energiji, oziroma bi rekli usode človeka. V Afriki se je to izročilo ohranilo v plemenu Yoruba in se izvaja na isti način, ko izvajajo tam. Glavna moč tega pa je, da se dejansko odkrije energije, ki jih posameznik izbral za to življenje, in kar je najbolj pomembno iz zahodnega vidika je to, da se ugotovi, ali človek živi v harmoniji s svojim energijem, s tistim življenjem, svojo usodo ali ne. In če ne, kaj je potrebno storiti, da bi se, rečemo, človek vrnil na svojo pot. V Afriki to izvajajo, ko je otrok star 3 dni. Starši so prisotni in usmerijo otroka v tisto njegovo področje, v katerih, rečemo, se te njegove najbolj adekvatno obnašajo, kjer je on najbolj srečen. Se pravi, imamo, ko bi rekel, obstaja 256 osnovnih energij po tem učenju, ki se dajo odkriti in se manifestirajo tokom tega rituala in se priporoča absolutno vsakemu, rečemo. To je osnovni ritual, to, ko bi rekel, to je tvoj kažipot, tvoj zemljevid, tvoj notranji svet. Zanimivo pri temu je, da lahko se naredi tudi brez besed, ne. Enostavno je to energetska operacija in na podlagi tega se njegov življenj tistega momenta dalje začne obračati v njegovo smer, začne živeti svoje življenje, bi lahko karikiral. Čeprav razumem, metoda torej temelji na predpostavki, da si človek še v času, ko je duša, še preden si izbere telo, izbere že svojo pot oziroma tisto energijo, s katero naj bi deloval na tem svetu. Ja, se pravi, teorija, jaz moram povedati, da sem strog nasprotnik vseh teorij, ampak na podlagi mojih izkušenj, več kot 150 narejenih, izvedenih life readingov, lahko trdim, da to dejansko se odraža v realnosti človeka. Se pravi, da v momentu, ko pride do spočetja, se tvoj višji jaz, a pa ori, v Afriki, odloči, kakšno življenje bo živel, kaj bo doživel. In ta življenja so popolnoma unikatna. Se pravi, nekdo se je izbral mirno družinsko življenje, nekdo se je izbral razborljivo življenje, polno akcije, vzponov, padcev, nekdo si je izbral pot duhovnega razvoja, nekdo si je izbral pot materialnega uresničenja. Moram reči, da je zame šokantno, se pravi, to dojetje, ta praksa, ker sem spoznal, da sem bil prej, kot v teh spiritualnih sferah, v zmoti, ker sem mislil, da mora vsak človek spoznati svojo najglobljo naravo, vsak mora zaživeti s to najglobljo resnico, mora biti povezan z enim, mora biti pojmi Bog, jaz, življenje popolnoma jasni, definirani. No, sem odkril, da stvar ni taka. Enostavno ljudje se rodijo lahko samo zato, da živi srečno družinsko življenje. In dejansko, ko srečaš takega človeka, ti je vse jasno. Se pravi, on živi, ima 2-3 otroke in uživa vsako minutko svojega življenja. Se pravi, ima službo, družino in je v popolni harmoniji. In lahko rekel, tak človek je razsvetljen, 3-krat bolj kot kakršenkoli drugi, ne vem, kakšni mojstri, avatarji, sajbabe, karkoli, on je dosegel svoje. Kaj pa se zgodi, če si nekdo, recimo, pred rojstvom izbere, da bo duhovno deloval, potem pa v tem življenju nekako si izbere čisto drugo pot, pa je potem zelo materialno nekako usmerjen. Kaj se zgodi potem? Je tak človek nesrečen? Kar ste zdaj opisali, je tipičen primer človeka, ki, če uporabim ta termin, ki je zašel svoje poti, ki ne živi svojega življenja. In tak človek bo nesrečen. Praktično vsega moti. Kjerokoli področje je njemu, rekel, pusto, turobno, pojavljajo se bolezni, lahko se pravi kronične bolezni, rak, lahko nastopi tudi smrt zelo hitro. Se pravi, in tukaj igra ta vloga, se pravi, v zahodnem svetu je to zelo pomembno, ker tukaj je vpliv staršev, okolice,
je zelo močan in zelo vpliva na to, na vse človekove odločitve. Zelo redki so starši, ki otroka sprašujejo, kje se ti fino počutiš, kaj je tvoje, a si tle srečen, to treniraš je v redu. Ta šola, a ti je res v redu, boš se vidiš sebe v tem poklicu. Običajno so te vzpostavljene standardi, se pravi, moraš biti doktor, moraš biti direktor, moraš veliko zaslužiti, moraš to. Če tega ne boš, ni variante, da boš srečen. In tukaj se lahko zgodi izredna krivica, lahko se dogodi, da človek propade zaradi tega. On je lahko doktor, on je lahko uspešen, lahko je, ko bi rekel, ima veliko denarja, ampak on v sebi noter propada. In ko se to odkrije na readingu, se pravi na life readingu, se začne njegov življenje spreminjati. Lahko traja tudi več mesecev, več let, ampak on se bo vrnil na tisto pot, ki jo mora izpeljati. Z druge strani pa, če obrneva stvar, človek, ki se je odločil, da bo živel usodo v materialnem svetu in se začne ukvarjati s spiritualnimi, zadevami, išče odgovore v spiritualnosti, bo on nesrečen. Ravno tako. To je bil tak velik premik. Zame je bilo to ena izmed globih izkušenj v življenju. Ker namreč pek sem bil v svetu prepričan, da dokler ne spoznaš neposredno direktno, kdo je Bog, kaj je smisel tvojega življenja, kdo si ti, kako deluje, kako funkcionira tvoja duša ali karkoli, sem bil prepričan, da je nemogoče, da bi človek bil srečen. Ta moja izkušnja je to spremenila in sem videl, da stvar funkcionira drugače. Life reading torej predstavlja neko ponovno možnost, da najdemo tisto svojo pravo pot. Absolutno. Life reading omogoča človeku, da prepozna svojo pot. Sam ritual kot tak aktivira njegovo življenjsko pot. In se ugotovi, ali je človek na poti ali iz svoje poti. Ali pa v primeru, če so poskušali vse druge metode, terapij, alternativnih, uradnih, kakšnikoli, pa niso pomagali. To pomeni, da je vzrok nekje globje v energetski strukturi, ki je bila določena z njegovim rojstvom, in takrat se to uporablja, se pravi, in se točno vidi, kaj so vzroki. V kakšnih problemih se pa recimo kaže to neskladje teh energij? Neskladje energij se kaže v tipičnih teh stanjih človeka, ki imajo negativen prizvok, se pravi slabo počutje, neurejeni odnosi, nezadovoljstvo s samim sabo, z družino, s službo, s partnerji na splošno, prijatelji. Strah je tak bistven element tega, se pravi strah pred prihodnostjo, strah pred preteklostjo. Ko bi rekel, kakšnakoli prisotnost strahu bi lahko definiral, je pomeni, da človek ne more živeti polno življenje. Po drugi strani se pravi definicija človeka, ki je v harmoniji sam s sabom, z naravo, se pravi s partnerjem, z okolico, je ta, da je strah popolnoma odsoten.